Mi predlagamo, da se zakon umakne iz postopka. To prvi korak lahko naredijo podpisniki. Če to ne bo šlo skozi, predlagamo, da odbor za zdravstvo zavrne predlog in s tem ustavi postopek. Če to ne bo šlo skozi, predlagamo, da državni zbor zavrne zakon. Če to ne bo šlo skozi, predlagamo, da državni svet izglasuje veto na ta zakon. Zdaj pa seveda vaše vprašanje je bilo, kaj pričakujemo, ne? Trenutno nisem največji optimist, zato ker mi se v teh dneh pogovarjamo s predstavniki skupin, ki so podpisali ta predlog. 38 ljudi je podpisalo in zgovarjajo se eno drugega. Recimo, eden od podpisnikov je danes rekel, ja, takoj umaknem svoj podpis, če bo umaknila koalicija svoje podpise. Tako. Deluje malo otročje, če lahko tako rečem. Ne? Za nas je moralno zelo sporno, da smo najdli med podpisniki tudi 5 članov odbora za zdravstvo državnega zbora. In menimo, da oni nimajo moralne integritete, da so še naprej člani tega odbora. Ker jim je zdravje ljudi Španska vas. In jih vodijo drugi interesi. In če vse to, kar sem zdaj povedal, torej naš predlog je, da odstopijo in bomo tudi, smo javno povedali in bomo tudi njim obraz povedali na odboru. Če pa nobeno teh potez do 1.7., ko zaseda odbor, ne bo šla skozi, predlagamo, da se odločanje o tem predlogu začasno zaustavi do odločitve KPK-ja. Kot veste, da je uveden postopek, da bodo preverili morebitna korupcijska tveganja v zvezi s tem. Torej, moralno bi bilo, da se počaka na odločitev KPK-ja, to pa pomeni do jeseni. Vendar mi bomo vsemi silami naprej zagovarjali, da je ta zakon škodljiv, da so argumenti netočni, nasprotne stvari, da strokovno ne stojijo in izgovarjati se na to, da ni dovolj raziskav v Sloveniji, je milo rečeno neresno.